Spoštovane prostovoljke in prostovoljci, spoštovani člani Mladinskega sveta Slovenije, dragi prijatelji. Vsako leto smo se na pragu poletja srečali na Brdu pri Kranju. Segli smo se v roke in počastili vse prostovoljke in prostovoljce ter vaše čudovite projekte. Ko sem stal na odru, da bi se vam zahvalil za poslanstvo, ki ga opravljate v skupnosti, je bila dvorana do zadnjega kotička polna srčnih ljudi. Te trenutke si bom za vselej zapomnil in mi predstavljajo nek poseben navdih, ki je zelo dragocen. Čeprav podeljujete nagrade za preteklo leto, mi prosim izjemoma dovolite, da nekaj besed povem tudi o tem letošnjem. V marsičem je drugačno, tudi naše tradicionalno letno srečanje ob zaključku projekta je drugačno. Marsikaj se je spremenilo, vendar pa se je nekaj ohranilo, nekaj najbolj dragocenega, navdihujočega. To ste vi, dragi prijatelji, prostovoljke in prostovoljci. Prišla je nova bolezen, spremenila je naša življenja, ni pa spremenila naše človečnosti in ljubeznivosti. Ko smo se znašli v stiski, ste nam ponudili roko in zato smo vam vsi iz srca hvaležni. Drage prostovoljke in prostovoljci, približujejo se prazniki. Zaradi vas bodo lepši in srečnejši za marsikoga. Številne ste navdahnili, da so sledili vašemu zgledu in komu polepšali praznični čas. Verjamem, da bo tudi letos tako, saj je vaša iznajdljivost in želja pomagati ljudem neustavljiva. Vseh vas je bilo v letu 2019 več kot 284 tisoč. To je skoraj 14% prebivalstva Slovenije. Opravili ste več kot 11 milijonov ur prostovoljnega dela. To je neverjetno. En človek bi toliko prostovoljnih ur moral opravljati več kot 1300 let. To dokazuje, da je prostovoljstvo res trden del slovenske duše in našega značaja. Dragi prijatelji, ob zaključku natečaja Prostovoljec leta 2019 se vam kot predsednik Republike želim zahvaliti v imenu države in ljudi, ki jih imam čast predstavljati, za vaše dobro delo. Ste naši junaki človečnosti in dobri angeli upanja. Hvala in srečno vsem.